Jaz predlagam, da začnemo. Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, takole smo bolje slišala, lepo pozdravljeni na zaključnem dogodku Dneva enakosti spolov, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani organizirala in pripravila letos že 5. leto zapored, tako da so to pravzaprav postali že kar nekakšen tradicionalni dogodek Filozofske fakultete. V imenu Filozofske fakultete se zahvaljujem tudi Univerzi v Ljubljani in rektorju, da so omogočili, da ta zaključni dogodek poteka prav na univerzi. To nakazuje, da Univerzi v Ljubljani za vprašanje enakosti spolov ni vseeno, ter da se zaveda pomena njihove obravnave. Seveda pa pozdravljam tudi rektorja Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, dober dan. Lep pozdrav tudi prodekani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorici Mojci Smole, dober dan tudi vam, in državnemu sekretarju ministrstva pristojnega gospodu Odriču, dober dan tudi vam. In pa pozdravljam tudi udeleženke in udeležence današnje okrogle mize, dr. Andrej Pančur, dober dan, doktorica Jovana Mihajlović-Trboc in dr. Roman Puhar, lep pozdrav tudi vam. Za začetek pa k besedi vabim k kakšnemu uvodnemu nagovoru rektorja Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, beseda je vaša. Spoštovani državni sekretar, spoštovani prodekani Filozofske fakultete, spoštovani gosti, z veseljem vas pozdravljam na tem zaključnem dogodku že tradicionalnih dnevov enakosti spolov na Univerzi v Ljubljani, ki ga organizira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Vprašanje enakosti spolov, tudi širše vključevalnosti, je zelo pomembno za univerze, saj sam sem trdno prepričan, da univerze moramo biti tiste inštitucije, ki dajem vzor celotni družbi, kako ravnati v takih primerih, kako spodbujati enakost spolov, kako spodbujati vključenost vseh skupin, kako zagotavljati to, da so vse skupine enakopravne, tako pri doseganju izobrazbe, kot kasneje v akademskih skupnosti, pri napredovanjih, pri pogojih za delo in podobno. V času našega mandata smo na začetku pripravili načrt enakosti spolov, ki je bil že od celega začetka namen, da ne bo samo črkanje na papirju, o tem bomo tudi danes govorili, tako da o tem ne bi podrobno zdaj nagovoril. Menim pa, da je to vprašanje vedno bolj pomembno, čeprav se nam včasih zdelo v preteklih letih, da smo že prišli zelo daleč, pa se v zadnjih letih dogajajo trendi, ki nam kot družbi nikakor niso v prenos. Vedno več se pojavlja razmišljanje o neenakosti spolov, o neenakih pravicah za vse. Recimo vidimo v ZDA se začne zatirati pravice manjšin. Zdaj, na marsikdo se niti ne zaveda, kaj to pomeni. Recimo, ker je meni bliže to področje biološko, na spletnih strani CDC, se pravi Center za disease control, Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi v ZDA, so po nalogu novega vodstva morali ugniti vse dokumente, ki se nanašajo na manjšine LGBT. To ni neka ideološka, kot pogosto mislimo, da to je samo pač ideologija, tukaj gre za zelo pomembne zdravstvene probleme, namreč vse manjšine imajo tudi določene posebnosti pri zdravstvenih problemih, pri epidemiologiji, pri prenosu bolezni. In kaj se je s tem naredilo dejansko CDC, ki je bil referenčna točka za cel svet, recimo tak primer prenos HIV-a med določenimi populacijami. Vse te dokumente so morali umakniti in niso več na voljo drugim državam, drugim zdravstvenim ustanovam, ki bi to želeli še biti. Tako da to ni le akademsko vprašanje, ampak je dejansko vprašanje, ki lahko zadeva vse nas, zdravje naših soljudi v različnih delih sveta. Tako da sem zelo vesel, da Filozofska fakulteta to organizira, Dneve enakosti spolov, da se opozarja na to, da je potrebno biti vedno pozoren na to, na enake možnosti, na enake pravice, na enako vrednost in verjamem, da bodo ti dogodki še naprej tako uspešni, kot so do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa k besedi vabim profesorico doktorico Mojco Smole, prodekana. Dekanja Filozofske fakultete, profesorica doktorica Mojca Štamberger-Drezer, me je prosila, naj vas lepo pozdravim v njenem imenu. Žal je zbolela. Prav tako pa me je prosila, naj preberem govor, ki ga je napisala za današnjo zaključno prireditev. Spoštovani rektor, spoštovani predstavnice in predstavniki Ministrstva Vlade Republike Slovenije, spoštovani kolegice in kolegi.
Že v uvodu dneva enakosti spolov, ki so potekali 6. marca na Filozofski fakulteti, sem izpostavila nekaj značilnosti in dosežkov Filozofske fakultete. Dnevi enakosti spolov na Filozofski fakulteti so letos 5. po vrsti, kar lepo zaokroža njihovo poslanstvo. In na Filozofski fakulteti so zagotovljeni tudi v prihodnosti, vsaj v računovodskem smislu. Kako jih bomo vsebinsko napolnili in osmislili, pa tudi najbrž vprašanje. Univerza v Ljubljani se je z dokumentom Načrt enakosti spolov in akcijskim načrtom dodatno zavezala k uveljavljanju načel enakosti spolov. Tam med drugim tudi piše, da na univerzi skrbimo, da smo vodilna družbena sila pri ozaveščanju, zagotavljanju in promoviranju načel enakosti in vključevanju v izobraževanju, raziskovanju in širšem družbenem okolju. Zato je zagotovo zaslužna tudi naša fakulteta. Zato bi se najprej zahvalila gonilni sili DES na naši fakulteti, profesorici Milici Antič-Gaber in njenim sodelavkam in sodelavcem, predvsem Romanu Kuharju in Jasni Podreka, ki so bdeli in še vedno bdijo nad nalogo, ki so si jo zadali. Po odmevnem evropskem projektu Gering Rules jih podpiramo v zavzemanju, da bi zavedanje o enakosti spolov prodrlo vse pore družbe in tam tudi ostalo. Zakaj torej treba kar naprej ponavljati eno in isto temo in se prej spraševati o napredku? Pravice žensk, težko pridobljene, niso zagotovljene zavedno. To spoznavamo na vsakem koraku. Na Filozofski fakulteti nam je dobro. Tu pravzaprav živimo v mehurčku, saj se ukvarjamo z mladimi, ki jim predajamo svoje prepričanja in svoje sanje. Zato težko razumem, da smernice za usklajevanje poklicnega, študijskega in zasebnega življenja ter daljših odsotnosti zaposlenih oseb ter študentov in študentk, ki smo jih v torek sprejeli na senatu univerze, tako burijo moškega duha, saj naj bi zniževale odličnost. Z upanjem, da v akademskem svetu stvari ostanejo oziroma postanejo še bolj akademske, tudi glede možnosti, ki jih imamo ženske, vam želim uspešno delo tudi v prihodnjih letih. Besedi vabim gospoda Urbana Petriča. Pozdravljeni, spoštovana prodekanja, mogoče na tej točki lepe misli dekani fakultete in njeni še izdelitvi. Spoštovani rektor, besede, ki ste jih izrekli, so najmanj zaskrbljujoče. Upam, da tudi pričetek dogodkov, pri katerih se bodo takšni dogodki počasi širili v podpore še drugih družb, ne zgolj ameriške. Zato je toliko bolj pomembno delo, ki ga na področju enakosti upravljate. Zelo sem vesel, da se lahko danes pridružim tej pomembni razpravi o enakosti spolov v akademskem prostoru. Zahvaljujem se Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za organizacijo dneva enakosti ter za priložnost, da vas nagovorim kot predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Enakost spolov je temeljna vrednota in ključen dejavnik kakovosti in pravičnosti v visokošolskem in raziskovalnem prostoru. V zadnjih letih smo v Sloveniji naredili pomembne korake na tem področju, tako na ravni politik, kot tudi na ravni konkretnih ukrepov v praksi. Ena izmed osrednjih pobud, ki jo podpiramo v ministrstvu, je uvedba in izvajanje načrtov za enakost spolov na inštitucijah, kar ni le obveza v okviru obzorja Evropa, temveč tudi priložnost za trajnostne in trajne spremembe v naši akademski skupnosti. Ministrstvo podpira visokošolske in raziskovalne inštitucije pri implementaciji načrtov za enakost spolov. V zadnjih letih smo zato ukrepili sodelovanje s ključnimi deležniki, spodbujali izmenjavo dobrih praks in zagotavljali strokovno podporo pri oblikovanju politik in konkretnih ukrepov. Zavedamo se, da je uspešna implementacija teh načrtov dolgotrajen proces, ki zahteva ne le strateško načrtovanje, ampak tudi sprotno spremljanje, evalvacijo in prilagajanje ukrepov, kjer je to potrebno.
Zato smo se zavezali k dolgoročnemu spremljanju napredka ter krepitvi sistemskih rešitev na področju zagotavljanja enakosti spolov v znanosti in visokem šolstvu. Kljub napredku se še vedno srečujemo z izzivi. Strukturne ovire, neenakosti pri napredovanju in zaposlovanju ter nizka zastopanost žensk v določenih znanstvenih disciplinah ostajata pereča vprašanje, ki ga je v prihodnosti potrebno resno nasloviti. Prav zato je ključno, da poleg formalnih okvirov spodbujamo tudi spremembe kulture in praks v akademskem prostoru ter odpravljamo neenakost na vseh ravneh. Današnji dogodek je tako priložnost, da skupaj ocenimo napredek, izpostavimo izzive ter ukrepimo dialog med vsemi deležniki. Verjamemo, da bomo z izmenjavo mnenj in dobrih praks lahko še dodatno ukrepili skupna prizadevanja za enakost spolov in vključujoče akademsko okolje. Ministrstvo ostaja zavezano podpori in sodelovanju pri teh prizadevanjih. Na koncu želim uspešno, konstruktivno razpravo, ker se veselim nadaljnjega sodelovanja pri zagotavljanju enakosti spolov v znanstvenem in visokošolskem prostoru. Hvala. Hvala lepa za te navodne nagovore. Sedaj pa vabim v razpravi gospoda rektorja. Prosim, če se lahko kar dame sredino besedo. Pa bi začela tole razpravo kar z vami. Gospod rektor, Univerza v Ljubljani je zavezana k izvajanju ukrepov iz načrta enakosti spolov v nadaljevanju vmes. Kakšni so dosedanji koraki, ki jih je univerza sprejela za implementacijo vmes in kakšne učinke je že zaznala? Najlepša hvala za vprašanje. Kot sem povedal že v uvodnem nagovoru, smo na Univerzi v Ljubljani do začetka mojega mandata sprejeli načrt enakosti spolov, tudi zato, ker je bila to obveza za prijavljanje na evropske projekte, seveda pa ne, nikakor ne, izključno zaradi tega, ampak za namenom, da dejansko se temu vprašanju točno posvetimo. Zato smo tudi naredili delovno skupino, ki je pripravila kazalnike, kako bomo to spremljali, in ta delovna skupina je pripravila kar nekaj dela. Izdelala je poleg kazalnikov za spremljanje, kaj se dogaja, je delovna skupina za zapis poglavja enakosti spolov, ki je obvezna sistemna letnega poročanja vseh članic, članice v letnih poročilih to navajati. Pripravila je argumentiran predlog za zaposlitev osebe oziroma vzpostavitev pisarne za vključenost tudi za vključevanje, kar smo tudi naredili, smo pogledali preko mrež, v kateri smo vključeni mednarodno, ki imajo področje že urejeno, tako smo se za univerzami članicami na Gilda in pa članicami Utopije pozanimali in pripravili to pisarno za enakost in raznolikost. Pripravili smo dopise za vodstvo članic ULA, da morajo imenovati osebe v vodstvu, ki bo odgovorna za izvajanje misa na članicah. Ta se dan zdaj narejen, tako da ima vsaka članica ima svojo osebo, ki je odgovorna za to področje. In pa ta delovna skupina je pripravila tudi dopis glede zapisa poklicev, delovnih mest in funkcij v katalog delovnih mest in to smo naslovili, to smo predlagali celotne rektorske konferenci, ki je ta naš predlog sprejela, tako da je še predlog potem na Ministrstvo za javno upravo v imenu celotne rektorske konference, ne samo v Univerze v Ljubljani. Pripravili smo nabor informacij za študentsko populacijo in za zaposlene na UNES področje nasilja in nadlegovanja. In pa zadnje, kar je bilo omenjeno že v nagovoru prodekanje Filozofske fakultete, smo ravno v torek na Senatu Univerze v Ljubljani sprejeli smernice za usklajevanje poklicnega zasebnega življenja, ki so bile, kot sem rekel, sprejete ravno v torek, sprejevanje nazaj na Senatu ULA. Kateri ukrepi pa so se do sedaj v praksi izkazali za najuspešnejše pri spodbujanju enakosti spolov? Najprej bilo pomembno, da smo seveda sprejeli ta načrt, potem smo pristopili, da je potrebno pristopati k ozaveščanju in sporočanju o tem, kaj se dogaja v naših akademskih standardih na tem področju. In s tem smo odprli širšo razpravo, ki smo jo odprli v vseh drugih polnjenih menikih, spremljanju pravilnika za preprečevanje nasilja, spremljanju smernic za usklajevanje poklicnega zasebnega življenja. In skozi razpravo smo zaznali, da obstaja določena meja nerazumljenih ukrepov, v
zato smo konkretnih korakov največ naporov potem vložili v ustrezno komuniciranje teh zadev. Na naslednjem obdobju akcijskega načrta pa smo na podlagi te izkušnje določili prednostno nalogo izdelave načrta komuniciranja, ki bo prispeval k boljšemu izogibanju in pravi uvedbi implementaciji načela enakosti, tudi recimo, kot je bilo omenjeno že v nagovoru prodekanje, so bile tudi na senatu nekatere razprave o tem, kako to izvajati, ali je to, kaj je odličnost v raziskovanju in kaj je enakost spolov, tako da tukaj potrebujemo še nekaj pogovarjanja razprav, da bodo vsi razumeli, na kaj točno tukaj gre. Zelo pomembno je, da smo predstavljali to tematiko našim mladim kolegom, mladim akademski skupnosti, in sicer smo posebovali za doktorsko šolo, ki organizira številna izobraževanja za pisanje doktorski študij Univerze v Ljubljani. Smo organizirali odlično iskalno in dnevno gostovanje Sarah Anah na temo spolno občutljivega komuniciranja znanosti in pa tudi raziskovalne metodologije, ki mora vključevati tudi tematiko spola, ker pa tudi je zelo dobro poznam, ker sem se skoraj 20 let ukvarjala z raziskavami moških razlik med spoloma. V okviru Utopija meseca, Utopija je naša unitetno združenje evropsko, v okviru meseca Utopije, mesec vključevanja, je bilo novembra 23 izvedenih 8 okroglih miz, 4 za zaposlene, 4 za študente in študentke na temo varne UL, dostopne UL, vključujoče UL in raznolike UL, in s tem smo okrepili našo vidnost in angažma v okviru tudi mednarodnega sodelovanja na teh področjih. Posvečali smo se tudi javnosti. 11. februarja smo recimo pred rektoratom odprli v sodelovanju z MOL razstavo plakatov, ki so jih izdelali študentke in študenti z naravoslovno-tehniške fakultete o vključenosti žensk in deklet v poklice s tem, v poklice, ki so še vedno tradicionalno videni kot bolj ženski poklici, ko se mi več čas prizadevamo, govorimo o tem, da ni ženskih in moških poklicov, da je to zelo napačno razumevanje in se trudimo, da bi to spremenili. Uredili pa smo tudi novo spletno rubriko na spletni strani univerze, kjer so objavljeni vsi dokumenti in vsi dogodki, ki zadevajo to tematiko, tako da bi na enem mestu zbrali vse, kar zadeva področje enakosti spolov. Gospod rektor, omenili ste kar precej ukrepov, s katerimi spremlja Univerza v Ljubljani učinkovitost izvajanja NES, letna poročila, delovna skupina in tako dalje. Skratka, zanima me, kako bo Univerza v Ljubljani v prihodnje zagotavljala trajnost tovrstnih ukrepov. Lahko rečem, da smo zdaj še ali pa recimo na koncu nekega poskusnega obdobja, kjer je ta delovna skupina skušala ugotavljati, kaj so glavni problemi. Eden ključnih ukrepov, ki smo jih izvedli, je to, da smo uvedli obvezo poročanja o tej tematiki v letnih poročilih članic in pa da smo uvedli osebi, ki so zadolžene na vsake članici za to, tako da preko tega, mislim, da je to en pomemben ukrep, da na vsake članica to zaveščeno, da je to treba upoštevati in pa naprej seveda z dogodki kot do sedaj, z ozaveščanjem celotne akademske skupnosti, od študentske populacije do vseh zaposlenih, tako starejših profesorjev, raziskovalcev, do manjših doktorantov in pa seveda tudi strokovnih delavcev, sodelavcev, ki so tudi izjemno pomembni del naše akademske skupnosti. Ali lahko morda izpostavite nekaj največjih izzivov, s katerimi se soočate pri implementaciji NES? Največji izzivi so verjetno zmanjševanje različnih članicam za implementacijo, tudi to, kar sem že omenil, še vedno ta družbena sprejemanje poklicev, kar več čas poudarjamo, recimo na inženirskih fakultetah imamo še zmeraj zelo veliko vpisa fantov, pri tem, da danes nekako ni nobenega razloga, da bi to vidimo kot moški poklic, so lahko dekleta in ženske enako uspešne, ker imamo številne uspešne primere. Spodbujamo akcije, recimo kot je Slovna akcija nekaj leta, ki je zelo pomembna za promocijo tega. Podobno na druge članice, recimo na pedagoški fakulteti, skušajo spodbujati večji vpis fantov, več podarjamo, da to ni ženski poklic, da ženskih in moških poklicov ni, da so vsi primerni za oba spola. Potem ugotovili smo, da je recimo večja razumevanje te problematike prisotna na družboslovnih in humanističnih fakultetah, manjše pa na naravoslovno-tehničnih fakultetah, tako da bo treba še več komuniciranja, več izobraževanja preusmerjenih na ta področja, da bomo okrepili zavest o pomembnosti te tematike. Rekel sem že nadaljevanje izobraževanja, predvsem pri mladih, mislim, da je zelo pomembno, da jim vzgojimo to, da bo to že del njihove zavesti od dodiplomskih študentov in študentov, pa od diplomskih študentov in študentov, se zavedajo pomena spola, kot je bilo rečeno, ne samo
vprašanju enakih možnosti, pri vprašanju vključevalnosti, ampak tudi pri vprašanju vključevanja problematike spolove raziskave, ki je bila v preteklih letih zelo problematična, ker se tega ne upoštevalo. Tukaj ne bi šel podrobnosti, ker bi lahko govoril eno uro o tem, ker je moje področje. Tukaj imamo številne probleme, od tako banalnih, da so bili tu pred 10 letih, recimo varnostne poslovne v avtomobilih prilagojeni in moškimi kolesu, ki so bili dejansko nevarni za ženske, ki ste v povprečju počne te knjiže rasti. In to je na podlagi tega, ker so bile vse te nekako slovenski naziv krašte islamis, narejene po vzorcu enega tipičnega človeka, ki pa je potem običajno 180 cm visoko, 80 cm težek moški, ki pa seveda ne ustreza obima spoloma. To se je spremenilo, 15 let nazaj so pa ne začeli uvajati. Takih primerov je še zelo veliko tudi v področju farmacije, kjer so zdravila večino prilagojena moškemu telesu, vemo pa danes, da so zelo velike biološke razlike v telesih, recimo v jetrah, ki predstavljajo zdravila, so izjemno različna, tako da tukaj treba na vseh področjih se posvečati temu vprašanju. Kje pa vidite največje izzive pri implementaciji NIS znotraj univerzitetnega akademskega prostora? Največji izziv bi morda rekel, da je nerazumevanje v nekaterih okoljih, zakaj je to potrebno, zakaj da se smo enakopravni, se skrbimo za vse spole. Tako da tukaj mislim, da je to največji izziv, kako na nekaterih okoljih, ki so še zelo tradicionalne skrbiti to razmišljanje, to mislim, zakaj je to pomembno in tudi morda dopovedati, da ni vse tako lepo, kot se nekateri predstavljajo, da smo dejansko popolnoma izenačeni in korekti. Gospod rektor, kakšna je vloga vodstva univerze pri ustvarjanju okolja, ki je občutljivo vprašanje enakosti spolov? Mislim, da je ključna vloga, ki lahko odigramo poleg tega teh ukrepov, ki sem jih že naštel. Mislim, da lahko zelo veliko naredimo za komuniciranjem, tako znotraj akademske skupnosti, znotraj univerze v Ljubljani, za vsemi segmenti, vsemi deli naše akademske skupnosti, tukaj so študenti in študentke izredno pomembni tudi. In pa seveda komuniciranje navzven, kot sem tudi v uvodnem nagovoru, ko sem videl vlogo univerze kot zelo močno družbeno vlogo univerza, mora biti tista institucija, ki vodi družbo in tudi pri takih vprašanjih se mora oglašati in mora povedati, kaj je prav, kaj ni prav, in se mora nekaj slišati na ta način. Mora univerza ustvarjati spremembe na družbi, ki bodo vodile v boljšo družbo za celotno populacijo, za vse člane te družbe. Dr. Andrej Pančur, vi ste predstavnik raziskovalnih organizacij v Sloveniji. Pa me zanima, kakšno je trenutno stanje implementacije NIS v slovenskih raziskovalnih organizacijah? Praktično je tako, da smo predstavnik teh raziskovalnih organizacij, razen univerze, ki so tudi javne raziskovalne organizacije. Jaz prihajam kot predsednik KOSRIS, to je Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov, ki vključuje praktično vse javne raziskovalne zavode, razen enega, oba javna infrastrukturna zavoda, tako da tudi tukaj se mogoče kakšen nastavek, nekakšno mogoče druga vrsta debate, pa še tudi nekaj zasebnih raziskovalnih zavodov. Iz tega stališča treba razumeti, da naša druščina je zelo pestra od inštituta Jožef Štefan, ki ima več kot 1200 zaposlenih, do manjših inštitutov, ki jih imajo samo po 10 zaposlenih. Jaz osebno prihajam iz Inštituta za novejšo zgodovino, ki imamo nekje skoraj 60, se pravi manjših inštitutov. Hkrati treba tudi vedeti, da imamo vse podobno tukaj, tako rekel, podobno tukaj univerze, vključujemo poslovje tehniko, poslovje komunistiko. Pri tem pa so seveda organizacijske razlike. Nekateri inštituti pri nas pač nimajo teh problemov, kar je različne vedanje, ker smo usmerjeni ali samo komunistika, ali samo poslovje, samo tehnika, nekateri so pa tudi kot ZRC SAZU, pa ZRC Koper, so pa tudi bolj multidisciplinarno usmerjeni in imajo tudi mogoče malo podobne probleme, kot jih je rektor preden navedel pri koordiniranju pri različnih področjih. In iz tega stališča je seveda zelo težko reči, kakšno je skupno stališče. Moram reči, da v našem primeru je glavni puš bil seveda iz stališča zahtev obzorja Evropa, da bi potrebno se prijaviti.
Je res, da so nekatere inštitucije že prej začele z uvajanjem vseh teh ukrepov, ampak je lahko videti, kdo hodi prišel gledati vse te dokumente po vidu leto 2021-2020 in to, kar se je sprejemalo, to ni naključje, to je bila posledica teh zadev. Moram pa reči, da je zadeva nastala iz povsem samo zaradi sprejemanja dokumentov kot takšne. Verjetno tudi odvisno od inštitucije do inštitucije, na kakšen način so nastajale te načrte enakosti spolov, ampak v vsakem primeru je tukaj bolj pomembna kakšna analiza, kaj se s temi dokumenti dogaja. In če bi lahko nekako tako rekel, pri načrti enakosti spolov je treba izhajati stališča, da je to seveda en strateški dokument, akcijski načrt je spet en načrt, kako priti do tega, ampak hkrati je to najbolj pomembno pri vseh teh dokumentih to, da vemo ne samo, da izhajajo iz splošne evropske raziskovalne politike, če hočemo, da se vključimo v evropsko raziskovalne politike, se moramo tega držati, ampak hkrati da imajo pa tudi en določen in to je velik pomen. Inštitucije se morajo po mojem predvsem začeti zavedati, da če začnejo implementirati te zadeve, da ni to neka kaprica pa neki dokument, ki ga je potrebno sprejeti, ampak je predvsem to zelo v korist znanstvene odličnosti teh inštitucij, ki te dokumente sprejemajo. Mora biti načrti sprejeti z mislijo na to. Se pravi, tudi načrt enakosti spolov je samo eden od teh dokumentov, ki so potrebni pri tem, da so inštitucije čedalje bolj znanstveno odlične in če so uspešno vklopljena tudi v drugih elementih, ki se gre pri evaluaciji raziskovalcev, raziskovalne dejavnosti, samo evaluacija, ki bojo prišle, bo to ne samo bo to zelo koristno za samo inštitucijo na njihovo raziskovalno. To je tisto glavno sporočilo, ki bi je mogli glavni plačevalci slišati v tem kontekstu. In mislim, da nekateri se tega zelo dobro zavedamo, ne moramo govoriti o meni vsega. Seveda, ko se torej združuje različne samostojne, neodvisne raziskovalne in infrastrukturne zavode, pa vendar težko torej odgovorite na to vprašanje kar tako nasplošno, pa vendar me zanima, katere ukrepe izmes raziskovalne organizacije najpogosteje uvajajo. Zakaj? Ali lahko morda izluščite vendar nekaj te skupne teze? Ja. Se to je že logično samega dokumenta, kako so sestavljeni. Glede na to je bila že struktura dokumenta takšna, da je dejalo podlago, na kakšen način je treba to sprejemati. In večina inštitucij seveda izhaja najprej iz tega, da mora najprej spoznati same sebe, se pravi, vsi izvajajo statistične analize in zbirajo podatke, dajo kaj s tem ukrepati. Po drugi strani je pa to tista osnova, s katero, če samo sebe ne poznaš, in se moš poznati, če ne, da veš, v katero smer iti. Zelo so potem pa te ukrepi povezani tudi z ostalimi deli. Naprimer, pri vpravanju tistega zasebnega življenja, če boste gledali, kako so akcijski načrti pridani, boste zelo dobro videli, da so to splošni ukrepi, ki so namenjeni za čim bolj fleksibilno obliko dela, ki omogoča seveda tudi lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. In v tem primeru je COVID epidemija zelo pomagala, reči, da je bil dober puš v to smer. In te dobre prakse se nekje zelo nekako pravljajo. Tudi zdaj mislim, da ni kakšno večji primer, da se je izluščilo pozitivne in negativne posledice tega, ali dela doma, ali lažje usklajevanje poklicnega zasebnega življenja. Se pravi, te zaposlitvene pravne variante so povsod prisotne in se jih obravnava. Zelo rado se v to zadevo meša tudi skupaj razne državne zadeve, ki so tudi delno povezani z zdravjem na delovnem mestu in grajenje skupnosti raziskovalcev, ne samo preko dela, ampak tudi preko družinskih zadev. Tako da to je tisti prvi sklop. Drugi sklop je definitivno
da se je začelo dosti bolj pozornosti dejati, malo včasih, ki je malo pod prisilo, pa tudi ne, za boljše možnosti sklenjanja spolnega na vodilnih delovnih mestih. To je pač ena zelo pomembnih zadev, kjer so bile včasih mogoče vsaj v sklopu pravnih moroznanstvenih svetov, ker lahko bolj večje debate v smiselnosti tega, ampak mislim, da je tukaj v tem primeru dobro, da se ta zadeva nanaša na to, ampak moramo pa vzeti tisto, kar je jačmo temu v dokumentih, v statutih in podobno zapisano glede sestave in glede volitve, je to dobro, da se te principi potem prenašajo tudi na druge upravljanja, ki so po inštitucijah seveda zelo različni, ker imamo tudi zelo različne inštitucije, manjših in večjih seveda. Tretji element, kjer se je zelo intenzivno delalo, oziroma ki bo zdaj še prišlo, je možnost pri zaposlovanju in pri kariernem napredovanju. Moram dati tukaj poudarek, da vsaj po mojem mišljenju je ta zadnji predvideni po raziskovalnih nazivih, ki je bil sprejet in bo začel veljati maja naslednjo leto od javne agencije za raziskovalno inovacijsko dejavnosti, ki daje raziskovalnim organizacijam zelo veliko avtonomijo pri tem, na kakšen način se bo elaboriralo znanstveno raziskovalno delo tudi pri napredovanjih in pri raziskovalnih pri kariernih poti, daje raziskovalnim organizacijam zelo veliko možnosti, da ta vidik tudi naslovijo. In v tem momentu bo to prišlo zdaj v tem letu. Do zdaj je bilo malo zanemarjeno, ker se je dosti čakalo na ta moment, kaj se bo zgodilo dokumenti. NAKVIS je to tudi sporedno strojo, ampak tudi NAKVIS se je začelo prej. Eden od teh glavnih elementov je mogoče tudi, mislim, tako to. Kako pa poteka spremljanje teh ukrepov, mislite še? Seveda ne preko nas, ampak preko ministrstva. To bi bilo najboljše analizo tega, bi verjetno lahko podalo pristojno ministrstvo, zato ker možemo vse, vsaj javni raziskovalni zavod, ne vsi, ampak tudi javni raziskovalni zavod, ki lahko predstavljajo večino članstva v KOSRIS-u, o teh ukrepih tudi letno poročati. Se pravi, mi nismo samo sprejeli načrta enakosti spolov, ki smo ga mogli sprejeti, pač, če smo hoteli se prijavljati na evropske projekte. Po drugi strani smo bili prisiljeni, da se tudi tiste inštitucije, ki tega še prej niso, da so se prijavljali na evropske projekte, zato ker to je minimalni pogoj, da sploh dobiš stabilno financiranje, boš držal stabilno financiranje. In iz tega stališča seveda tudi ministrstvo zelo zanima, tudi v skladu z resolucijo znanstveno-raziskovalne inovacijske dejavnosti. To se zadeva seveda tudi na to nanaša, da redno spremlja. In mi moramo, po mojem, že na zadnji 2 leti redno poročati o implementaciji teh naših načrtov, tudi teh načrtov in ministrstvo bi imelo dobro bazo podatkov o tem načinu, kar res implementiramo. Kako se raziskovalne organizacije lotevajo trajnosti? To je verjetno zdaj spet odvisno od posamezne inštitucije. Moram reči, da vidim, ker zelo veliko samih premislekov znotraj posameznih inštitucij, ki izhajajo predvsem iz tega, na kakšen način so te ukrepi razumljeni znotraj. In v tem kontekstu je zaznati, da je kar precej različnih izobraževanj, kar precej zborov raziskovalcev, ki se poskušajo te zadeve pojasniti in jih pripraviti raziskovalce, da ne samo, da je pojasneno, ampak da je dvosmerna komunikacija tudi preko različnih anket na način, da se vidi, kaj deluje in kaj ne deluje. Ker glavni moment tega je, da ti ne spremeš enega dokumenta, sploh ko ne, ki ga vmes
optimizira se učinkovitost in ga namesto popraviš. To je zadnji glavni moment, to je, kar jaz to razumem, da raziskovalne organizacije se zavedajo, da morajo svoje akcijske načrte seveda prilagajati trenutnim spremembam, ki se dogajajo in se dogajajo relativno zelo hitri in tudi glede na odziv in učinkovitost ukrepov, ki se potem pa vidijo v sami realnosti. To je mogoče tista najbolj takšna zadeva, ki bi lahko rekli, da je trajnostna. Če tega ne spreminjaš, če tega ne analiziraš, kaj se ti vtegaja, potem je samo en dokument, ki ni trajnostni. Pri KOSRIS-u tudi izvajate analize? Ne, KOSRIS je praktično društvo, bi se temu rekli, direktorjev, ki med seboj komuniciramo. Je pa bolj pomembno to, da prek KOSRIS-a, kjer smo prisotni direktorji, je še tudi tako imenovani KOSRIS-B, kjer so pa prisotni vodstveni upravni kader iz inštitutov. In v tem momentu se zelo veliko dogaja, če so kakšne usmeritve, da se na tej ravni potem poskuša kakšne dokumente ali usklajevati ali pa izmenjavati izkušnje med inštitucijami. To včasih lažje poteka na tej operativni ravni, kot pa na ravni pogovorov med direktorji, seveda, direktorica tudi, seveda med seboj lahko skomuniciramo na to zadevo, ki je značajna ravni. To čisto operativno na posameznih dokumentih je se pa lažje to skomunicira v okviru KOSRIS-a. In v takih primerih lahko pride tudi do kakšnih zelo življenjskih težav, s katerimi se posamezna članica srečajo. Lep primer tega je, eden od naših zavodov je imel računsko sodišče, kjer so ugotovili, računsko sodišče je ugotovilo, da je bil, čeprav je bil strošek sadja, zdravja na delovnega mesta in podobno, neupravičen strošek. Čeprav je bila zadeva potrjena prek upravnega odbora, je bilo vse, kot smo mi smatrali, da je vse računovodsko pravilno in je bilo za nas veliko presenečenje. Zdaj se proba to zadevo nekako reševati. Na ta način je prišlo tudi problem pri nagradah, ki so, kdaj so nagrade upravičene, nagrade kot takšne, ampak nagrade kot izplačilo tudi, da je denarna nagrada. In ali v tem primeru denarna nagrada upravičena, da ti je splačal samo tistim, ko ni zaposlen pri tebi, pa diskriminiraš tiste, ki so zaposleni pri tebi, če inštitucija daje in to. In takšne življenjske variante se potem pa rešujejo mogoče, ki so tudi delno povezane na to, kar ste naslovili, ampak to bolj na tako zelo operativni ravni. Kakšno podporo pri implementaciji NES? Ali zaznavate potrebo po kakšnih dodatnih sistemskih rešitvah? Praktično tem še nismo imeli razprave, če bi se reklo, zato ker je treba nekako razumeti, da saj jaz vidim to zadevo tukaj na ta način, da implementacija NES je v veliki meri stvar avtonomije posameznih raziskovalnih zavodov. In ni nujno, da bojo raziskovalni zavodi med seboj imeli enake ukrepe, ali zelo isto ukrepe. Je zelo odvisno od tega, kaj ustreza posameznim zavodom. Z tega stališča bi bilo tudi neprimerno, da bi KOSRIS kakršnakoli te navodila dejal. In mogoče ena od glavnih variantov, da bi se gledali, če bi do predstavnike ministrstva, če bi kdo drug analiziral ta naša poročila in bi se ugotovilo, kaj je tisto, kar se v resnici implementira, pa uresničuje v okviru tega, kar mi poročamo. Ker vem, naprimer, da se to dogaja pri podobnem dokumentu glede odprte znanosti, ki imamo tudi poročati, pa se potem pa to analiziralo, kaj se s tem dogaja, ker je ta povratna informacija včasih lahko zelo dobro došla. Pred
predstavnika oziroma predstavnice ministrstva žal tukaj, čeprav je bil ta obisk predviden, še je prišlo vmes. Tole okroglo mizo bi nadaljevala z vprašanjem za doktorico Jovano Mihajlović-Trboc. Vi prihajate iz prve akademske institucije v Sloveniji, ki je sprejela NIS. Kakšne izzive ste v tem zaznavali in kako ste jih naslovili? Nekateri izzivi so podobni. Se slišim? Nekateri izzivi so podobni v tem smislu, da je na samem začetku bilo ogromno nekega nerazumevanja, zakaj nam je to sploh potrebno. Posebej, ker smo mi v bistvu naš načrt za enako spolov z RCSZU sprejeli, preden je on bil pogoj za pridobitev evropskih sredstev kot del evropskega projekta. S tem smo imeli še dodatno zagato, da inicialni načrt, ki smo ga sprejeli, ni bil v skladu z smernicami Evropske komisije, ki so bili kasneje narejeni, ko je to postalo pogoj za financiranje, kar na koncu je bila samo dodatno delo preoblikovati že obstoječi načrt v neko formo, ki je predvidena strani Evropske komisije. Vendar lahko opazim veliko spremembo, predvsem pri naši upravi, ki je začela načrt za enako spolov dojemati, oziroma ne samo načrt. Načrt je precej je dokument. Ampak ukrepe za enako spolov kot nekaj, kar ni samo sebi namen, ampak je sestavni del dobrega poslovanja inštitucije. In temu je tudi potrebovalo to, da je po novem zakonu za stabilno financiranje v bistvu to postala tudi obveznost zavodov, ki pridobivajo programska sredstva, da v bistvu precej še bolj kot univerze imajo precej detaljno poročanje o izvajanju ukrepov, ampak tudi neko spremljanje teh kazalnikov. Tako da je v bistvu, moram priznati, naš načrt za enako spolov je potekal in bi v bistvu trenutno nimamo načrta oziroma smo pripravili novega, vendar to samo po sebi se pokazalo, da ni problem, ker je vmes so aktivnosti že postale sestavni del inštitucije, torej to je nekako že uigrano, da točno se ve, kdaj na letni ravni mi analiziramo, pripravljamo te podatke. Zakaj rečem mi? Ker imamo v bistvu namestnico direktorja, ena od dveh, ki je to prav ena od nalog, ki se je tudi, govorimo doktorici Nini Urbanc, ki se je tudi izjemno sama izobrazila, zainteresirana, ampak nekako postala tudi ta vezni člen med upravo in administracijo, ki stvari mora izvesti, direktorja, ki je izobrazila sredstva, pripravljanje dokumentacije za upravni odbor, ki to uredi, in po drugi strani tem sistemom, ki smo ga zgradili v času izvajanja načrta enakosti spolov. In ta sistem notranji je takšen, da smo v bistvu povezali neke potekajoče dejavnosti, ne samo, ki so izhajali iz teh projektov posvečenih enakosti spolov, mi smo namreč imeli, zdaj smo v četrtem tovrstnem projektu in bom zdaj naštevala, ampak to je zdaj nekako kontinuiteta konkretno na našem inštitutu. In povezali smo z podobnimi dejavnosti, ki so se na Filozofskem inštitutu razvijale vezano za vprašanje etike in integritete v znanosti. Tako da smo v bistvu ustanovili komisijo za etiko in integriteto in enake možnosti, ki ima zelo pester mandat, torej ne samo enakost spolov, ampak tudi sprejemanje ukrepov, pravilnikov, procedur, ki so povezani bodisi z preveniranjem prekrškov, to se pravi etično odobritve določenih raziskav, ampak tudi sankcioniranje kršitev raziskovalne integritete, kot bi bile na primer ali fabriciranje podatkov.
In v bistvu, kar se je pokazalo, je, da ta dva polja, čeprav sta ločena tematsko, zahtevata podobno neko notranjo infrastrukturo, ki jo nismo videli, in smo potem to integrirali v eno komisijo in na podoben način izvajamo izobraževanja, prenavljanje ukrepov in izvajanje teh dejavnosti vezane za prijave morebitnih kršitev, ko je treba sklicati komisijo za obravnavo nekega primera. In to je na primer mogoče neka noviteta in nekaj, kar je mogoče tudi nas presenetilo. Ni to bilo inicijalno planirano, ampak smo v bistvu spotoma ugotovili, da je to dobra rešitev. Ta komisija je sestavljena iz raziskovalcev in raziskovalk, pa tudi predstavnikov kadrovske pravne službe. Ni plačana in predvideno je, da se redira. Stalni člani te komisije pa sta dve osebi, ki opravljata poleg svoje raziskovalne funkcije še svetovalno funkcijo z inštitucijo. To so konkretno trenutno jaz, kot svetovalka za enakost spolov in kolega dr. Rok Venčin, ki je svetovalec za etiko in integriteto. In v bistvu nekdo drugi bi kasneje lahko prevzel to funkcijo in ta majhni delež plače, ki ga mi dobivamo iz institucionalnih sredstev, da bi prav opravljali to funkcijo. To je tudi nekaj, kar omogoča neko dolgoročnost teh ukrepov. Kateri izmed teh ukrepov pa so bili najbolj učinkoviti? Zdaj, jaz bi se mogoče izognila besedi učinkoviti, zato ker kako merimo učinkovitost. Posebej kako merimo učinkovitost, kaj je odvisno tega, kaj nam je cilj. In če imamo inštitucijo, kot je ZRC SAZU, ki že ima večino raziskovalk med svojimi zaposleni, ne samo v splošni populaciji, ampak tudi na vseh nivojih znanstvenih nazivov. Če imamo tudi uravnovešen znanstveni svet, volje inštitutov, ne moram reči, da nam je kazalnik odstotka žensk na odločevalskih položajih nekaj, kar je tem kazalec, ki karkoli pokaže. Mislim, da je najbolj pomemben kazalec to, da se izvajajo predvideni ukrepi, tako kot je rekel kolega. Ponavadi smo malo bolj ambiciozni pri planiranju in nam zmanjkuje moči, ko je treba stvari izvajati. Kazalec učinkovitosti je mogoče tudi interes raziskovalcev in raziskovalk in pri nas se je pokazalo, da je res največji interes za dve vrste dejavnosti. Eno so izobraževanja, ki so namenjena v bistvu vsem raziskovalcem in raziskovalkam in nimajo konkretno tematiko enakosti spolov, smo jih pa predvideli kot izobraževanja za povečanje kariernih sposobnosti in spretnosti. Od uspešnega pisanja projektov do kvalitetnega pisanja znanstvenih člankov, kvaliteta angleščine na akademski ravni, torej precej, kot bi rekli, skill-based trainings, ki so že obstajale pred načrtom za enakost spolov, ampak koliko smo izvajali načrte, smo tudi ugotovili, da so to tudi spretnosti, ki največ pomagajo, naprimer, mlajšim ženskam pri nekim kariernem napredovanju. In potem smo jih v načrtu predstavili kot nekaj, kar je mogoče posebej tailor-made za mlajše raziskovalke, vendar se je pokazalo, da je to res nekaj, za kar obstaja največ interesovanja in kar v bistvu nima to nujno spolno dimenzijo. Vendar to je naprimer nekaj, kar se izvaja in pri tem probamo biti spolno občutljivi v načinu, kako te stvari delamo, ne pa nujno v samih tematikah. In druga vrsta dejavnosti je vezana za tako imenovanje work-life balance, ki
ki smo ga tudi mi na začetku zastavili kot to fleksibilne možnosti usklajevanja, predvsem časovne fleksibilnosti, usklajevanja dela in drugih obveznosti iz privatnega dela, vendar mi smo že pred korono na marsikaterem inštitutu imeli izjemen nivo fleksibilnosti, tako da je naš načrt bolj naredil spillover efekt pri tistih inštitutih, ki so imeli bolj rigidno ureditev, da je postala bolj fleksibilna. Vendar, kar se je pri nas izkazalo, ko smo delali naprimer anketo med zaposlenimi, pri nas je največji problem predvsem izgorelost raziskovalk, ki ni samo povezana z težavami usklajevanja družine in dela, ampak s težavami samega projektnega načina delanja in torej brezkompromisnimi roki, s tem, da so projekti relativno kratki in da je praktično vsako leto treba nekaj novega prijavljati, da to tudi vpliva na raziskovalno uspešnost v kvalitativnem smislu, ker zaradi potreb projektov spreminjate svoje tematike in ste še zaradi tega izgoreli, ker hočete zaključiti ene stvari, narediti odmevne objave, ker ponovadi traja več kot 2 leti, koliko naprimer traja poprečen Interreg projekt in tukaj smo v enem začaranem krogu projektarijata, ki ima to precej pri nas prisotno težko posledico po zdravje zaposlenih. Ne samo raziskovalk, ampak tudi naše administracije, ki je še bolj večinsko ženska. In smo potem začeli v zadrževanje vključevati tudi tematike, ki naslavljajo to. Naprimer, kako zdravo usklajevati delo in zasebno sfero. In so to izpadle najbolj delavnic, za katere se prijavi največ ljudi. In smo v bistvu začeli z rednimi psihosocialnimi ukrepi in psihosocialne podpore. Poleg teh delavnic, ki so v bistvu samo delovno izobraževanje, gledajo kot group therapy, torej kot prostor, varen prostor, kjer ljudi vsaj dobijo občutek, da niso sami v teh težavah. In iz tega je v bistvu prišel ukrep, ki ga mi sploh nismo imeli planiranega z načrtom, ampak je tudi se izkazal za pomemben, a to je kratkoročna psihoterapevtska pomoč, ki jo ZRC brezplačno zagotovi za svoje zaposlene in je tako organizirana, da v bistvu delodajalec ne ve, kdo je zaprosil za terapevtsko pomoč, dobi samo račun. Mi vsi zaposleni pa v bistvu dobimo direkten kanal do 2 psihoterapeutk, ki jih lahko pokličemo in dobimo brezplačno termina, tako da zato pravim kratkoročna, ampak že to je marsikateri problem, morebitno prijavo prosinčenja, pripomoglo, pomagalo in razrešilo. To je mogoče nekaj, kar bi rada podelila z krogom, kot se mi zdi dobra praksa, ki bi se lahko bila zelo zaželena tudi na drugih inštitucijah. Poleg te dobre prakse, ki je torej nastala kot posledica problema, ki ste ga omenili, torej projektno delo, prekariat in tako dalje, kje vidite še največje omejitve ali zagate pri implementaciji VES? Imeli smo dva zelo konkretne izziva. Eden je bil ta, da smo predvideli v načrtu, da bomo omogočili pomoč mladim raziskovalcem, raziskovalkam, ki potujejo v tujino in hočejo prav zaradi usklajevanja
vzeti družino, mora biti manjše otroke in zato rabijo neko dodatno finančno pomoč. Ker se je to tudi izkazalo kot nekaj, kar pogosto ostalo. Torej, kljub temu, da mogoče dobite dovoljenje delodajalca, mogoče dobite celo štipendijo, to še vedno ne plača vrtca v Amsterdamu. In zaradi tega ne morete vzeti otroka s sabo in zaradi tega mogoče se odločite na koncu, da niti ne greste. In mi smo hoteli temu pomagati in v bistvu se je pokazalo, ne da ne zmanjkuje želje in volje na strani ZRC-ja, ampak da zmanjkuje pravnih načinov, kako to izvesti. Ker delodajalec ne more v bistvu izplačevati nekih dodatnih sredstev svojim zaposlenim in zaposleni. Tudi iz projekta ne morete plačevati račun vrtca ali bog ne daj varuške v tujini. Tako da zaenkrat nimamo pametne rešitve, razen to, da v bistvu smo to oznanili kot neki princip in potem rešujemo težave na ad hoc bazi, ponavadi z nekim kreativnim računovodstvom, da se tako izrazim. Torej, iščemo načine, kako, na primer, porabiti to pomoč pokriti iz nekega, na primer, mobilitija, pokriti pa iz projekta nekaj, kar ni bilo predvideno inicialno, da se pokrije iz projekta, ampak je to neka notranja logika. In mogoče bi nam tukaj pomagala neka sistemska pomoč, ki bi v bistvu zahtevala neko zakonodajno spremembo. Neki problem, do katerega smo prišli, je bilo to, da smo ambiciozno predvideli pri našem načrtu, da bomo omogočili anonimni kanal za prijavljanje spolnega nadlegovanja znotraj ZRC-SZU. In prvo se je to pokazalo tehnično zahtevno. Drugo se je pokazalo, da ko smo sprejemali pravilnik, da v bistvu upravni odbor je 3-krat zavračal naš pravilnik za ukrepe, pravilnik za ukrepe proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju na ZRC-SZU. In smo v bistvu eno leto izvali ping-pong med Komisijo za etiko in integritete in enake možnosti in upravnim odborom, ker smo mi v bistvu njima poslali verzijo 1, oni so jo zavrnili iz enih razlogov, pa smo to spremenili, pa smo imeli potem druge probleme in to je dobesedno trajalo 1 leto, kar je tudi zavleklo, naprimer, sprejemanje novega načrta za enakost spolov, ampak je tudi bil v bistvu learning curve, oziroma izkušnji, iz katere smo se marsikaj naučili drug od drugega. In se je v bistvu izkazalo, da ne obstaja razumevanje niti želja, da bi se omogočilo anonimno prijavljanje trpinčenja. Potem smo v bistvu ugotovili, da to tudi mogoče ni najbolj pametno in zaželeno na podlagi izobraževanj, izkušenj drugih evropskih projektov. In smo se potem bolj usmerili v to, kako zagotoviti sistem, ki bo omogočal varne pogovore in varno svetovanje osebam, ki razmišljajo o tem, da bi naredile prijavo. In zaradi tega smo tudi prevzeli dober primer dobre prakse z Filozofske fakultete, uvedli sistem zaupnih oseb, uvedli sistem oseb potrebnih kot primernih za članstvo v komisijah, ki so podobravnavale prijave in zdaj izvajamo sistem izobraževanja, ki je pogoj, da sploh popravljamo to funkcijo in v bistvu na ta način probamo, ker poanta varne prijave ni sama varna prijava oziroma anonimna prijava, ampak omogočenje varnosti osebe, ki bi hotela prijaviti. In tretji izziv je na področju spolno vključujočega jezika, ki ga mi imamo tako
generično napisanega v načrtu. In je inicialno naša uprava smo imeli zelo neambiciozen ali dosegljiv cilj, ki smo ga dosegli. To je, da naprimer vsi akti, ki so naslovljeni na osebe individualno in so napisani v spolu osebe, ki so jim namenjene. Od pogodb do, ne vem, odločbe o številu dnevov dopusta. To ni bilo problematično. Zatakli smo se pri tem, ali v splošnih aktih, kot so pravilniki, naprimer, je zadovoljivo samo reči v fusnoti ali v prvem členu, da moški spol, ki ga uporabljamo v aktu, se nanaša na vse spole. In smo na komisiji za etiko in integriteto enake možnosti probali upeljati od črtaj kot nekaj, kar bi bil generičen način generičnega naslavljanja vseh spolov. In tukaj smo v bistvu, ker po sistematizaciji inštitucije upravni odbor sprejema vse te akte. V upravnem odboru pa so samo nekateri člani izbirani strani ZRC-SZU. Drugi člani upravnega odbora so strani ustanoviteljev, tudi iz SAZU-ja, in pogosto so tam veliki upori proti uporabi podčrtaja. In potem smo v bistvu zavzeli neki kreativen pristop, tam, kjer ni obvezno, oziroma tam, kjer imamo svobodo, uporabljamo podčrtaja v strateških dokumentih, v svojih obvestilih, uporabljamo ga posamezniki, posameznice, ki nam je to všeč, pripravili smo smernice, kako je pravilno uporabljati podčrtaj za tiste, ki ga hoče uporabljati. Istočasno v isti inštituciji pa imamo mogoče največje upornike proti podčrtaju, tudi iz krogov jezikoslovcev, ki imajo svoje argumente, zakaj ga ne uporabljajo, ki insistirajo na tem, da je moški spol generičen in ki naprimer pristanejo na to, da uporabljamo raziskovalke, raziskovalci in tako naprej. Tako da imamo tudi te formulacije v aktih, ki jih naprimer pripravljajo prava, ki imajo takšne klobasaste stavke. Naprimer, kandidat ali kandidatka se po svojim mentorjem ali mentoricom prijavijo za mesto mladega raziskovalca ali mlade raziskovalke in pa nam sploh ni jasno, kaj je stavek hoče povedati. Tako da, ampak jaz to vidim pozitivno, jaz to vidim kot neki proces, kjer se učimo drugo drugemu, kot prostor, kjer bomo probali en drugi prepričati in marsikaj se je zgodilo v tem procesu. Imam še eno vprašanje. Ja, kje vidite največje izzive? Torej te znotraj inštitutske dinamike in one se naprimer tudi pokažejo pri dejavnosti, ki naprimer so zdaj korak dlje od načrta za spolov, a to so aktivnosti vezane za queer oziroma LGBT populacijo in te tematike na ZRC-SZU. Imamo, tu se je začela v bistvu kot neformalna skupina zaposlenih, ki je hotela narediti neki event v času meseca ponosa, ki jim dejavnost se ponovadi dogaja en teden po paradi ponosa, torej junija. In se je ta skupina institucionalizirala in vsako leto organizira dogodek, pri tem ima, ki se imenuje Roza ZRC, Roza plus ZRC, ima popolno avtonomijo pri tem in zdaj ima tudi neki majhni letni budžet za izvajanje dejavnosti in to je zelo pomembno, ker istočasno imamo osebe znotraj ZRC-ja, ki s temu močno nasprotujejo. In tukaj je naprimer pomembno, da
na letni ravni se tej skupini da neka količina sredstev, ki niso v bistvu za inštitucijo velike, ampak jim dajo svobodo, da naredijo karkoli hoče in za njih smiselno. In tako, naprimer, ko je nekdo zažgal zastavo, mavrično zastavo, ki je stajala na pročelju ZRC SAZU-ja, je, naprimer, obstajal neki fond, da se iz ZRC sredstev kupi nova zastava in drog, kar ni nepomembno, ko imamo torej naprimer imamo zaposleni znotraj ZRC-ja, ki so zadolženi za obešanje zastav in ki rečejo, da pač tisti dan res nimajo časa obesiti zastavo in naprimer imate te neke pasivne. In zdaj, naprimer, ta zažgana zastava, stara, nova je kupljena iz sredstva ZRC-ja, stara zažgana zastava pa je uokvirjena in se nahaja na vhodu v upravo ZRC SAZU, tudi kot neka aklamacija tega, da se zavedamo, da je še nekaj korakov. Mogoče še zadnje vprašanje, kaj bi bilo po vašem mnenju najbolj pomembno izpostaviti kot ključno pri snovanju prihodnjih enakosti spolov? Mislim, da je ključno predvsem nekako čim bolj ustrezati smernicam Evropske komisije, ampak izhajati iz tega, kar je najbolj funkcionalno za inštitucijo in kaj bo preživelo na dolgi rok. Torej, če razmišljamo ad hoc in zdaj organiziramo neko super izobraževanje, ampak nam bolj zmanjka izvej za naslednje leto, v bistvu veliko je bolj pomembno vzpostaviti neki sistem informiranja in te dvosmerne komunikacije, kot je rekel kolega, ker v bistvu ukrepi izhajajo iz potreb in pobud samih zaposlenih. In potem obstaja neki notranji mehanizem, da se to prepozna in postane del teh, naprimer, že obveznih letnih načrtov, ki jih zdaj, naprimer, inštitucije morajo pripravljati bodisi za to stalno financiranje ali za izvajanje reakreditacij pri NAKVIS-u, torej povezati dejavnosti z nečim, kar se itak dogaja na inštitucije. Edino tako bomo v bistvu to naredili kot neke trajnostne mehanizem. In druga stvar, načrt, razumem, da smo imeli načrte tako, dodeli si neki skupini ljudi, ki to zdaj moramo izvesti narediti v 6 mesecev, ker rabimo financiranje Evropske komisije, ampak je treba razmišljati zdaj pri teh novih načrtih, kako narediti to kot nekaj, v čem sodeluje čim več zaposlenih. Torej, ne da nam je ta delovna skupina čim večja, ampak da ljudje znotraj delovne skupine za določene ukrepe raztegnejo široko mrežo pridobivanja informacij, ne samo skozi ankete ali fokusne skupine, ampak ne vem, za ukrepe za mlade raziskovalce je treba pač vprašati vse mlade raziskovalce, kaj je to, kar oni potrebujejo. In razmišljati na ta način pri kreiranju načrtov in razmišljati, da je mogoče boljše, da zamujamo, pa te stvari, da trajajo dlje časa, ampak jih naredimo premišljeno, kot da hitimo in se potem mahamo z nekimi papirji, ki v bistvu so ali mrtvi ali neuredisti. Jih je težko uresničiti. Hvala lepa. Profesor dr. Roman Kuhar, vi ste bili dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v času sprejemanja mest. Filozofska fakulteta je bila tudi prva fakulteta, ki je mest sprejela. Me zanima, kako se spominjate tega procesa, priprave, sprejemanja mest? Kaj so bili takrat največji izzivi? Ta zgodba ima pravzaprav dve predzgodbi, na katere sem pomislil zdaj, ko sem poslušal Jovano in
in če ste poslušali Jovana dobro, verjetno, in če poznate situacijo na Filozofski fakulteti, potem si verjetno lahko zamislite, da smo med tema dvema institucijama takrat imeli vročo linijo. Oni so bili korak pred nami, pa potem smo mi kakšen korak naredili naprej in se v tem smislu nekako drugega podpirali in iskali dobre rešitve. Ampak, ko sem sam postal dekan, sem se pravzaprav prvi dan in prvi teden zaletel v prvo steno, za katero sem mislil, da je bo zelo enostavno urediti. In to je, ves čas me je motilo in ne samo mene, da imamo pogodbe o zaposlitvi, kjer na koncu piše delavec. In se mi je zdaj to pa res enostavno. Če zaposlene bomo napisali delavka in tudi za vse ostale podobne situacije. No, ampak potem, ko človek to predlaga in ko se sooči s tem velikim administrativnim strojem, pravzaprav zelo hitro ugotovi, da je celotna administracija spolno zaznačena, da institucija kot taka ni neutralna, ampak je spolno zaznačena, gendered, bi rekel v angleščini, na najrazličnejših nivojih. Tukaj se je seveda pokazalo, ne da so to nerešljivi problemi, ampak to je res en cel nek sistem, ki proizvaja te pogodbe, ki bi bilo treba za 700 zaposlenih na novo napisati, to je ogromno dodatnega dela, potem te pogovori, a lahko v e-mailu spodaj v podpisu avtomatiziramo, da pri ženskah piše raziskovalka oziroma profesorica, ne pa raziskovalec in profesor in računalničari ni šans, to ne gre, to seveda gre, ampak skratka, zelo hitro ugotoviš, da stvari mogoče od zunaj izgledajo zelo enostavne, takrat, ko jih komentiramo iz obdobja domačega kavča, ko pa prideš v situacijo, pa stvar nekoliko drugačna. S tem ne želim reči, da ni rešljiva, ni pa nujno tako enostavna. Druga predzgodba je pa pravzaprav eno vprašanje, ki je bilo zastavljeno na našem senatu in je zdaj znano slavno vprašanje, ko smo sprejeli nek nov interni akt, ki je bil napisan tako, kot so bili napisani vsi interni akti do tedaj, na način, ki ga je tudi Jovana omenila, in to je drugi člen, prvi člen. V tem pravilniku uporabljen moški slovnični spol velja za takrat oba spola. In že parkrat so različni oddelki predlagali, da je to prakso potrebno spremeniti oziroma da potrebujemo bolj vključujoč jezik. In v tisti razpravi je ena od senatork dvignila roko in rekla, zastavila vprašanje, po katerem smo pravzaprav vsi onemeli. In vprašanje je bilo, zakaj sem jaz, kot ženska zaposlena na Filozofski fakulteti, vedno opomba pod črto. In kaj človek naredi takrat, ko ne ve odgovora na vprašanje, ustanovi delovno skupino. Točno to smo takrat naredili, ampak ta delovna skupina seveda je imela precejšnje znanje in že dolgo zgodovino razmišljanja o vseh teh vprašanjih. Torej, to ni bila ena od tistih delovnih skupin, s katero problem za nekaj mesecev postaviš ob stran, ampak ta delovna skupina pravzaprav že na svojem prvem sestanku preigrala vse možne rešitve, nobena ni elegantna ali očitna in sprejeli smo ta znameniti dogovor glede uporabe ženskega slovničnega spola kot neutralnega in vključujočega za vse spole. In potem je, kot bi rekli Angleži, shit hit the fan. Dobesedno se je to zgodilo. Jaz sem takrat dobil grožnjo smrtjo, pa nočem dramatizirati stvari, hočem samo opisati situacijo, v katero smo takrat brcnili. Kljub temu, da je Filozofska fakulteta pravzaprav že od 90-ih naprej razvijala študije spolov, da je bilo to neko področje, s katerim smo se raziskovali, pa tudi drugače ukvarjali, je bila to očitno neka taka velika stena, preko katere je treba preplezati, da si pravzaprav mogoče nismo zamislili, da je to tako visoko. Mene moram priznati osebno, je takrat precej presenetilo to, da smo na nekaterih točkah v internih razpravah na Filozofski fakulteti morali razlagati, kakšna je razlika med enakopravnostjo in enakostjo. Med enakopravnostjo spolov in enakostjo spolov.
in da enakost spolov ni isto spolov in tako naprej in tako naprej. Vse te razprave smo nekako morali preigrati. Tako da to je bila predzgodba, ki je potem dobila še en pomemben element in to je prva pritožba oziroma vložena, kako rečemo, vadba, glede spolnega nadlegovanja dveh študentki sta preko študentskega sveta vložili to in ko sem dobil to na svojo mizo, sem vedel, da je to prvič zelo resna stvar in da je seveda potrebno odreagirati. In ko sem pogledal takrat veljaven pravilnik Univerze v Ljubljani glede preprečevanja nasilja in nek dolg naslov je ta pravilnik imel zdaj, hvala Bogu, že zdavnaj spremenjen, ampak ta pravilnik je, mislim, v 6. členu imel zapis. Najprej poskušajte povezati žrtev in storilca in naj se pogovorita in probate razrešiti ta problem. Kako je bilo to leta, mislim, da 2002 sprejeto na univerzi, mi ni jasno. Domnevam, da je šlo preprosto samo za nek prepis podobnega pravilnika, ki velja za javni sektor, ker ko sem malo raziskoval, je pravzaprav bil copy-paste istega pravilnika, ampak ok, pustimo to ob strani. Skratka, s tem pravilnikom smo si kaj zelo dosti ni bilo možno pomagati. In to so vse te predzgodbe, preden je Evropska komisija zahtevala NES, da je na tem področju treba nekaj narediti. Hkrati smo pa na oddelku za sociologijo, kolegica Milica Antič-Gaber, pravzaprav sem bil jaz tudi del te ekipe na začetku, pa potem išel ven iz tega projekta Leading Roles, dobili ta projekt, ki je seveda predvideval tudi sprejetje kot eden od outcome tega projekta je moral biti sprejetje načrta enakosti spolov. Tako da to je bil ta zunanji poriv in se strinjam s tem, kar je bilo prej rečeno, absolutno, ko je Evropska komisija jasno zahtevala sprejetje načrta enakosti spolov, mi je bilo jasno, da bo to tisto, kar bo odprlo vrata do konca. Ampak smo seveda potem imeli razpravo že pred tem. In tukaj je bilo seveda ključno, da je ta raziskovalna ekipa bila zelo angažirana pri tem, da smo imeli 5 ali 6 delovnih skupin za posamezna področja, da je bilo to zelo razdeljeno in da smo začeli zbirati podatke. Mi nismo imeli, to je bilo tudi šokantno pravzaprav, mi nismo imeli podatke o tem, imeli smo podatke, koliko je zaposlenih na filozofskih fakulteti, ne pa po spolu. Osnovna stvar, ki bi jo človek pričakoval, da v statistiki obstaja, te statistike ni bilo. Da ne govorim še o vseh ostalih statistikah. Tako da to so moji spomini na pravzaprav ta začetek in k sreči smo seveda z vsem znanjem in zavedanjem in razumevanjem z izmenjavo izkušenj z RCSZU, potem seveda nekako v sodelovanju in v kombinaciji teh faktorjev top-down in bottom-up potem prišli do tega načrta enakosti spolov in tudi na senatu imeli neko sestavo, ki je razumela vsaj v glavnini pomembnost tega dokumenta v tisti točki. Kako ste kot tedanji dekan, kako ste se soočali z morebitnim odporom sodelavk in sodelavcev? Ali je ta odpor bil prisoten in pa kako ste pristopili k ozaveščanju? Mislim, odpor je zagotovo bil, kako neposreden, pravzaprav težko rečem, zaradi tega, mislim, da se je precej tega odpora dogajalo na hodnikih, ne eksplicitno ali pa zavito v zelo lepe govore na senatu ali kaj podobno, ampak mislim, da so bili, te odpori so bili seveda v prvi vrsti povezani z vprašanjem jezika. Tukaj mislim, da je bilo največ uporov in tudi mislim, da glavnina in javnosti širše in zaposlenih na filozofske fakulteti se s tem sklepom v resnici ni strinjala. Zanimivo je sicer potem pogledati, kako so se stvari odvijale naprej in k čemu je to vse pripeljalo. Jaz mislim, da smo bistveno dvignili nivo senzibilnosti glede tega vprašanja. Če ne drugega, zdaj vidim, da je v zraku vprašanje, ali nasloviš skupino študentov, dragi študenti ali drage študentke in študenti. Mogoče se zdi to zdaj res neka minimalna stvar, ampak na teh nekih simbolnih nivojih so to pomembna sporočila in tukaj mislim, da so se zgodile spremembe.
pomembno je seveda tudi to, da smo, kar se tiče jezika, in organizirali razprave glede tega, da so bile objavljene analize, posebne številke in tako naprej. Skratka, to temo smo na nek način oživili. Je pa seveda bilo veliko takrat teh uporov, predvsem tudi skozi zelo negativno medijsko podobo. Filozofska fakulteta je takrat zagotovo dobila neko oznako neke radikalne institucije. Ampak in seveda, ko gre za vprašanje vpisa, ko gre za vprašanje ugleda, se potem sprašuješ kot dekan, ali smo očrnili to institucijo. Ampak meni je bilo pravzaprav večinoma, včasih seveda mi ni bilo težko, mi ni bilo lahko v tistih trenutkih, ampak večinoma sem poskušal z ekipo seveda gledati preko tega, ker so mi te reakcije govorile predvsem o tem, da smo brcnili v nekaj, kar je tam skrito in kar se je zdelo, da je... Ker teh reakcij, kako burnih ne bi bilo, če nekaj podlage, nekih elementov seksizma v naši družbi najširše ne bi bilo, ker tega temelja za take reakcije potem ne bi bilo. Zdaj sem malce zgubil. Ja, odpor javnosti. Kar se tiče pa spolnega nadlegovanja, to pa je seveda bila tudi velika zgodba, predvsem na točki, ki jo obžalujem, ampak pač nekdo je to nesel v medije. Mi smo stvar poskušali pripeljati na način, da to razrešimo znotraj institucije v dobrobit žrtve, obeh žrtev, tudi seveda s sodelovanjem rektorata in univerze kot take, ampak na neki točki je pač to prišlo v javnost in potem je to postala javna zgodba. In mi smo takrat organizirali in izobraževanje za študentke in študente in izobraževanje za zaposlene. Jaz sem civilno služil na Društvu za nenasilno komunikacijo in ta izkušnja se je 30 let kasneje izkazala pravzaprav kot ključna, ker tudi ta ideja zaupnih oseb pravzaprav izvira iz tistih mojih izkušenj takrat tam, ker je bil to koncept, ki je tam obstajal in smo ga potem v ekipi in v dogovoru prenesli tudi na filozofsko fakulteto in res me veseli, zdaj mislim, da čez 70 zaupnih oseb na univerze. Skratka, te dobre prakse so se kopirale, v dobrem smislu kopirale še na više inštance. Takrat smo se zavezali, takrat smo to izobraževanje izvedli, je bilo to čas COVID-a, to je vse potekalo preko Zooma, kar seveda ni bilo najbolj idealno, ampak bila je neka zaveza tudi, da bomo občasno, mislim, da ta zaveza obstaja, da bomo za nove generacije ta izobraževanja organizirali občasno, zaradi tega, ker nove generacije prihajajo in na študentski strani in na strani zaposlenih. Mislim, da bi bilo pravzaprav to vrstno izobraževanje treba organizirati ne samo glede preprečevanja nasilja, ampak tudi drugih elementov družbe, ki je vključujoča, ki je raznovrstna, čeprav ta beseda je zdaj prepovedana, oziroma ne še pri nas, ampak pustimo to, prihaja. Ker se mi zdi, da in zaposleni, in študentke in študenti vstopamo v akademski prostor brez tega znanja. Pa zato nismo pravzaprav krivi sami. Samo kot ilustracijo. Sodeloval sem na neki okrogli mizi na Univerzi v Oxfordu. In kolegica, ki me je tja povabila, poslal sem ji PowerPoint. In je rekla, vse te barve so napačne. Ne moreš te barve, pa te barve, pa te barve. O čem ti to sploh govoriš, ne? In rekla, ja, nekateri, ki ne vidijo dobro, ne vidijo bolje, zdaj se ne govorim na pamet, modro barvo in ne rumene, pa nekaj podobnega. Priznam, kljub temu, da sem se z vprašanjem raznovrstnosti in vključenosti predvsej ukvarjal, da to je zagotovo, ko sem delal doma, pa ni bila stvar, na katero mi pomislim. Se rekel, kako ti to veš? Ne? In rekla, mi smo imeli preden ti dobiš zaposlitev na fakulteti. En teden izobraževanja na različnih področjih. Tudi finance in poslovanje in vse te stvari, ampak ti vstopaš v neko institucijo in rabiš nek input nekega znanja, nekih osnovnih informacij in mi tega nimamo. In tukaj bi se mi zdelo, enako velja za dekane, da se potem je bilo organizirano tudi izobraževanje za dekane in dekanje, ker je tukaj potrebno neko znanje. In v tem smislu
mi se mi zdi v načrt enakosti spolov dober poriv, dobra implementacija, tudi na ta način neke minimalne obveze, nekega inputa tega znanja na začetku. Ker ne ta razlika med enakostjo in enakopravnostjo spolov, mogoče se nam zdi, ki se s tem ukvarjamo, samoumevna. Razumem pa, da nujno ni. Ne moramo kriviti tistih, ki so to vprašanje postavljali. Vprašanja so vedno smiselne, odgovori so lahko problematični. Omenili ste nekaj trenutkov, ki so, če vas prav razumem, predhodni sprejemanju načrtov enakosti spolov. Pa me zanima, kako gledate danes na učinke sprejetja NES in pa kako ocenjujete prihodnost NES, kje so po vašem še neizkoriščene možnosti? Nekaj učinkov sem že omenil, kar se tiče kulture, in to je zagotovo zgodba, ki mora potekati kontinuirano. Eno je, da sprejmemo pravila, da imamo indikatorje, da delamo analize. Meni se je zdelo pomembno tudi to, da smo, razumem, da je zdaj to univerza tudi prevzela, da smo v naš letno poročilo vključili poglavje glede enakosti spolov. Ključno vprašanje, s katerim smo se ukvarjali takrat, ko se je projekt Gideon Cross bližal koncu, je kako vso to infrastrukturo ali pa začetek, ki je bil vzpostavljen, kako to peljati naprej, ko ne bo več financiranje, ko ne bo več zunanje prisile Evropske komisije, poročanja projektov in tako naprej. In takrat smo to upeli v obstoječo komisijo za kakovost na Filozofski fakulteti. Razumem, da je zdaj to nekoliko drugače na univerzitetni ravni organizirano, ampak to je ključno, da je to upeto v neke sisteme, ki obstajajo in ki to peljajo naprej. Ampak tisto, kar želim poudariti, to, kar je Jovna pravzaprav tudi poudarila, mislim, da je vedno potrebno biti pozoren na to, da indikatorji, analize in vse te zadeve niso dovolj. To je šele začetek. Treba je potem na osnovi vseh teh podatkov, ki jih dobimo, razmisliti zelo praktično, kaj bomo v zvezi s tem storili. Ne bi si želel, da je načrt enakosti spolov ali pa pisarna za raznolikost ali kakorkoli že, samo še en administrativni element, ki tam nekaj dela in pravzaprav ne vemo točno, kaj dela. Eno so politike, eno je ta gender mainstreaming, ki bi ga lahko relativno enostavno z različnimi politikami sprejemali in implementirali na univerzi. Preden se je kolegica pridružila, smo bili 3 moški in ena ženska. Da skočam, da sem tako hvazila, ampak zdaj ste poboljšali situacijo. Ampak to je, mislim, to je malenkost, ampak če o tem ne razmišljamo, potem do tega ne pride. To, da na Filozofski fakulteti pravzaprav imamo zdaj to relativno bogato zgodovino na tem področju, je seveda posledica tega, da imamo tukaj sedeče kolegice, ki so prej omenjene, da v to vlagajo ogromno svojega dodatnega časa in energije. To, da je to zdaj finančno vrednoteno, odlično, ampak res je pomembno, da to ne postane nekaj, kar una ženska tam počne, ali pa uni norci tam počnejo v manjši skupini, ampak da se to prenaša na različne nivoje in da to postane del pač kulture, institucije, v kateri deluje. Lepša hvala. Morda Kristošica za vas, doktorica Grita Zadnika. Eno so politike, drugo praksa. Slišali smo, da bi bilo morda vredno premisliti tudi o spremembah zakonodaje glede določenih zadev. Pa me zanima, katere so za začetek te glavne nacionalne usmeritve Slovenije na področju enakosti spolov? Hvala lepa za besedo, najprej iskreno opravičilo za tole zamudo. Povsem nenadležno, ne vem, kako se mi zgodil. Opravičujem se vsem za to ravno nizajim v publiki. Ključne usmeritve nacionalne, se pravi, jaz bi vsem izpostavila na začetku, tako če dovolite, da se mi zdi zelo pomembno, da je, ne vem, kakšne zakonske predloge so mi kolegi pa kolegica, ampak se mi zdi zelo pomembno, da v področnem zakonu, se pravi zakonu za znanstveno raziskovalno in medicinsko in
raziskovalni strategiji je zagotavljanje enakosti spolov zapisano in v strategiji celo pač horizontalni cilj, se pravi presečni cilj, in da so konkretno navedeni tudi vsi ukrepi na tem področju, ki so ključni za Slovenijo, bili takrat v času pisanja in še ostale. To je seveda krepitev to, o čemer smo zdaj govorili, krepitev sprememb na institucionalni ravni, potem absolutno preprečevanje spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja. To so ukrepi, ki so navedeni v resoluciji. Potem tudi s časoma nekako uvajanje, zagotavljanje seveda celovitejših in preglednejših podatkov, poročenih po spolu, to se je izkazalo kot velika težava, podatkov ni oziroma so neprimerljivi. Se pravi, kako potem spremljati politike, kako spremljati učinke, če nimaš podatkov in jih ne možeš primerjati. Absolutno ena pomembna stvar, ki ste bili mogoče že celo omenili, ker sta profesor Anič Gabrova in tudi Jovana, članici Komisije za enake možnosti na področju znanosti, se pravi, to je zelo pomembno telo, strokovno, neodvisno, ki podpira raziskovalno politiko Slovenije na tem področju že zelo dolgo časa. In pa seveda tudi potem upoštevanje tega napredka, se pravi, tiste institucije, ki so pri uvajanju teh sprememb na področju enakosti spolov uspešni, da so izkazali nekaj napredek, je to nekako tudi nagrajeno. In v resoluciji, v strategiji predvideno finančno financiranje v sklopu preverjanja teh izvajanja teh ukrepov, ki jih imajo institucije na načrtih, in potem se pravi njihovo evaluiranje. Hkrati naj bi se upoštevalo ta napredek na področju enakosti spolov tudi pri financiranju raziskovalne dejavnosti, predvsem v smislu vpeljevanja vsebin, v samo vsebino, se pravi spola, v samo vsebino raziskav. A je bilo že predolgo? Ne. Že v redu. Drugo vprašanje pa je, kako ministrstvo spremlja implementacijo načrtov enakosti spolov? Ja, tukaj sta spet dva vidika. Se pravi, imamo, jaz mislim na ministrstvu menil, da je mehanizem, pač na ravni Evropske unije se oblikuje nek mehanizem, ki ne bi zaobjemal, ki ne bi bil enoten za vse države, na način bi bili ta napredek naših institucij na ravni Slovenije, tudi primerljiv z drugimi državami članicami. To je še v postopku pač razvijanja tega monitoringa. Hkrati je bilo na ravni Evropske unije izvedeno tudi po eni strani ta pilotno pregled skladnosti teh načrtov, s temi zavezami, ki so jih institucije v načrtu dale, in hkrati ali imajo vse obvezne elemente, ki so pač v smislu podpis vodstva institucije, vodstvo je podpisalo načrt, je javno objavljen in tako naprej. To je ena študija, ki je izvedla, ta je pokazala, mogoče bomo kasneje tudi o tem govorili, na predvsem majhni vzorcu je bilo narejeno 29 naključno izbranih institucij in je pokazala, da 59% institucij ne more dokazati, da dela tisto, kar je načrt navedlo. Kaznovala je samo ena institucija, zdaj pa drugih podatkov se pa ne spomnim. No, ampak že ta podatek je kar dosti povedano. Ta druga stvar je bila pa, da jaz zelo hitro pri tej temi zaidem, ampak vsem bi povedala še to, da je bila izvedena tudi študija učinka, se pravi vpliva, spet na ravni Evropske unije, teh načrtov za enakost spolov. 400 strani ima to poročilo, tako da mogoče bomo prvička še posebej dobro na to temo organizirala, ampak se že kažejo, se pravi, pozitivni učinki, kot je moja predhodnika povedala, če ne drugega v ozaveščenosti institucij, posameznikov, potem v nekih spremembah znotraj institucije pri postopkih, recimo zaposlovanja, delovnih pogojih, tudi za starše in tako naprej. Na nacionalni ravni? Na nacionalni ravni, ja. Rekli ste, da monitoring še ne poteka, je pa predviden monitoring. Ja, sem pozabila nacionalno raven, ker mi na evropski tok lepši, se tok več dogaja. Tudi na nacionalni se nekaj dogaja. Torej, na nacionalni ravni se recimo izvajanje načrtov za enakost spolov spremlja preko
samo javnih raziskovalnih organizacij, sicer preko letnih poročil organizacij ministrstva, na ta način spremljamo. Predvideno je, da bomo izvajali tudi ciljni raziskovalni pregled, program razpisali, ki naj bi prav tako se ukvarjal z analizo napredka oziroma učinka načrtov za enakost spolov in pa seveda čakamo, soustvarjamo potem ta mehanizem na EU ravni, ki ga potem pri nas tudi apliciranje. Skratka, so predvideni mehanizmi za... Absolutno se morajo biti, zato da vidimo, kakšen je učinek tega ukrepa, ali nas v Sloveniji ali je potrebno tudi kakšne korekcije, recimo ta študija, ki sem omenila v učinku, je pokazala seveda, da je učinek največji tam, kjer je tudi zakonodajo predpisano, da se načrti za enakost spolov tudi na nacionalni ravni pelje kot neka obveza. Kakšni so glavni cilji Evropske unije na področju NES v prihodnjih letih in ali je Slovenija vključena v te procese? Ja, treba tudi velje zapovedati, moraj se skrajšati, ker mislim, da sem od zadnja, ker možno je tudi pozna. Mogoče čist najbolj sveže stvari. Se pravi, Evropska komisija, verjetno malo se to v SVE upravljuje, oziroma je predlagala nov načrt politik za evropski raziskovalni prostor, kjer ostaja še vedno zelo pomembna tudi enakost spolov. In ta načrt politik je seveda rezultat leto trajajočih diskusij, izmenjave med Evropsko komisijo, državami članicami, pridruženimi državami in pa tudi deležniki. In pomembno, kar je pomembno, da je v tem triletnem načrtu za spremljanje napredka še vedno ostaja enakost spolov tudi kot pomemben dolgoročni cilj, se pravi kot en strukturni cilj, se pravi, imeli bomo v novem načrtu politik strukturne, dolgoročni cilj, enakost spolov, to ostaja, in pa neke konkretne akcije. Tako da, mogoče samo to, kaj bojo konkretni cilji te podskupine, ki se bo s tem z področjem enakosti spolov ukvarjala v prihodnosti, čisto vsebinsko. To, kar smo v prvi točki obdelali, oblikovanje monitoringa za načrte, za izvajanje načrtov za enakost spolov. Potem to, kar se misli, da boste kolega danes govorila, kolegica in kolega, več o intersekcionalnosti, ker oblikovati smernice za vključevanje tega vidika tudi v politiko raziskovalno, tudi posledično v gender equality plane. In pa niso to vsi cilji, ampak sem mislila samo v glavnem mehanizem za spremljanje in pa evaluacijo vključevanja dimenzije spola v samo osebno raziskavo. To se mi zdijo nekako najbolj pomembno, te točke. Se pa veliko dodaja. Kaj bi pa izpostavili kot priložnosti, ki se kaže v prihodnosti največji izzivi pri izvajanju v Sloveniji? Največji izzivi, to sem si pa tudi po točkah napisala, zato sem zamudila, ne hecam se. Ampak veliko sta povedala, jaz se upravičujem, ker prvih dveh sogovornikov nisem slišala, ampak že pri Romanu je bilo kar nekaj izzivov navedenih, to so priložnost. Tako da vsekakor spremljanje izvajanja samih načrtov. To bo sigurno izziv na nacionalni, pa tudi priložnost na nacionalni ravni. Potem jaz mislim, da je potrebna neka pozitivna finančna spodbuda, to je zdaj ena moja osebno mnenje, ker takoj, ko finance govorim, je treba govoriti o svojem imenu, verjetno. Mislim, spodbuda za in nagrada za nekoga, ki je v Sloveniji pri izvajanju teh ukrepov, se pravi za institucije, ki so na področju izvajanja ukrepov na področju enakosti spolov uspešne, prodorne, ki uvajajo neke inovativne pristope. Tukaj bi rada, recimo, res se iskreno zahvalila ekipi Filozofske fakultete, pa tudi pobudnici delov enakosti spolov. Mislim, čestitke, da vztrajate in za take zadeve mislim, da bi mogla biti neka pozitivna spodbuda, tako dela recimo v Španiji, ne s pozitivno, ne s negativno, ne samo sankcijo,
praksami, ne samo vzeti financiranja, ampak spodbuditi take dobre prakse. Potem tudi omenjeno izjemno pomembno zaveščanje, capacity building, se pravi pomanjkanje neke ekspertize, ekspertnega znanja ljudi, oseb s strokovnim znanjem na tem področju, ki lahko institucije podprejo. To se mi zdi izjemno pomembno, in s tem se marsikdo sooča, torej v evropske projekte vključevati recimo gender equality experta, ali pa tako naprej. Potem pomembno se mi zdi, izjemno pomembno se je izkazala ta izmenjava izkušenj, tukaj smo takole malo izmenjala, drugače pa na posvetu Komisije za enake možnosti, kjer je bil naslov izzivi in priložnosti izvajanja NES. Se mi zdi, da je bila to krasna praksa, kjer so si slovenske institucije lahko izmenjale dobre prakse, kje imajo težave, kje vidijo priložnosti. Celosten pregled stanja na področju enakosti spolov, to, kar nekaj da ciljni raziskovalni projekt, razpis, zaobjemo, to se mi zdi absolutno. Če ti hočeš izvajati dobro ukrepe, moraš imeti dobro analizo stanja, kje smo danes, iz kje izhajamo. Nezavedne pristranskosti, to je sicer tudi eden od nujnih elementov v načrtu za enakost spolov. Komisija mimo grede zdaj hoče črtati, pa smo strašno jezni, Slovenija je proti, tako da te nezavedne pristranskosti na institucije, tako pri zaposlovanju, kot pri nagrajevanju. In pa vsekakor po mojem bolj ciljno usmerjeni ukrepi, vse verjetno vsi, ki ste na tem področju aktivni, pozorni do tega, lahko spremljate, da se pojavljajo ene liste neenakosti vztrajajo, recimo plačna vrzel in tako naprej. In mislim, da bi morali tukaj imeti neke ukrepe, ki bi bolj ciljno usmerjeni na reševanje teh težav. Ali na Evropski uniji obstajajo že kakšne nove pobude ali programi? Kaj se nakazuje v prihodnosti? Ja, sigurno najbolj pomembna je ta podskupina za enakost spolov, če govorimo o ravni politika, kjer so drugim teli cilji, ki sem jih omenila. Potem so se začeli zdaj izvajati tudi številni projekti, ki naslavljajo vsebinsko različne vidike neenakosti. Ne vem, mogoče mi dati še kakšno pod vprašanje, da ne bom spet kam zašla. Mislim, da ste čisto v redu.